Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovoril Sandi Borec. Svetniške skupine Lista Mateja Slaparja Dragice Božek bo odgovoril Aleš Korjanc in svetniške skupine Gibanje Svoboda Karle Urh bo odgovoril Bogdan Pogačar. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvoli. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj na tej zadnji seji v letošnjem letu. Ja, moje tokratno vprašanje se danes nanaša na pločnik in sicer bom kar prebral tale vprašanje, ki sem ga poslal. Ker se danes sprejema proračun za leto 2024, se moje tokratno vprašanje, svetniško vprašanje nanaša na postavko 4608, izgradnja pločnika uvoz Hruševka avtobusna postaja. Na postavki so sredstva za projektno dokumentacijo v višini 20.000 evrov. Že kar nekaj let se prizadevam za vgradnjo tega pločnika, zato tudi pri obrazložitvi te postavke piše, da naj bi se pločnik gradil od uvoza za Veliko Lašno mimo Pirševega do uvoza za Hruševko. Sprašujem se, ali je to pomota, kajti postavka se glasi uvoz Hruševka avtobusna postaja. Absolutno se strinjam, da je treba narediti projektno dokumentacijo za celo traso, vendar se ne sme pozabiti na najbolj kritični del v dolžini cirka 100 metrov, na katerega se veže preko 40 hišnih številk iz vasi Buč, Hruševka, Podbreg, Ravne in Praproče. Upam, da se na tem projektu kaj premakne v pozitivni smeri. Hvala lepa za odgovor. Jože, hvala lepa za vprašanje. Besedo predajam Sandiju Borcu. Sandi, izvoli. Hvala lepa za vprašanje. Občinska uprava je izbranemu projektantu v letu 2021 naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI za izgradnjo hodnika za pešce v naselju Hruševka ob državni cesti Kamnik-Lučica. V projektni dokumentaciji je bila načrtovana ureditev dveh avtobusnih postajališč v skladu s pravilnikom o avtobusnih postajališčih, hodnik za pešce v območju avtobusnih postajališč s povezavo med priključki za naselje Hruševka in navezavo obstoječi pločnik pred naseljem Buč, prehod za pešce, kanaliziranje obcestnega jarka ter izvedba javne razsvetljave v območju avtobusnih postajališč in prehoda za pešce. Direkcija Republike Slovenije za vode nam je v dopisu z dne 10.11.2021 posredovala projektne pogoje, kjer je bilo ugotovljeno, da je obstoječi jarek za odvodnjavanje meteornih voda evidentiran kot vodotok drugega reda Jablanščica. Direkcija Republike Slovenije za vode je v dopisu navedla, da gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega 5 metrov od meje vodnega zemljišča, ni dovoljena. Poleg tega je bilo v projektnih pogojih dodatno izpostavljeno, da območje obdelave projekta poteka na poplavnem ogroženem območju, zato so skladno 86. členom Zakona o vodah prepovedani vse dejavnosti posegi v prostor. Kjer so vse variante idejne zasnove potekale v navedenem koridorju in druge alternativne rešitve praktično ni, projekta v predvideni obliki ni možno nadaljevati. Hvala lepa vam. Sandi, hvala lepa za obrazložitev. Jože, želite dopolnitev odgovora? Izvoli, Jože. Ja, hvala lepa za besedo. Ja, lete 10.11.2021, to je dej že 2 leti, jaz ne vem, dej verjetno, Sandi, ti je dobro poznana ta zadeva, tam pač teče potok, mislim, manjši potok, Jablanščica, ki na tem potoku so bile tudi položene cevi, ki se je delala ta avtobusna postaja, ne vem, v preteklosti, 20 let nazaj. Je pa res ta del najbolj kritičen, tih 50 metrov od Žavbija do te postaje, kjer se res navezuje preko 40 hiš. Na to v bistvu samo teh 50 metrov je precej več otrok pride na to postajo, kot pa v celotni dolžini. Tako da jaz sem absolutno za to, da se projekt v celoti pač pripravi in da se da še enkrat mogoče tudi Direkcijo za vode povab na sam ogled in poplavno območje, seveda, vse zmeraj poplav ta potok, ker ni nič čiščen, to je mehen potok, ampak mislim, če bi cevi noter 80, koliko so defi 80, bi bilo normalen. Mislim, da ne smemo vršiti puško v koruzo, če je ta dopis pač takrat prišel 10.11.21 in od takrat naprej še nobenega, potem se ni nič naprej kaj dosti dogajalo. No, tako da jaz bi še enkrat apeliral, da se pač proba na licu mesta pa dogovoriti, ker ta ovink, desni ovink,
V bistvu je potok, potem pa ograja zraven ceste in potem cesta. Otroci pa tistih 50 metrov, od cirka 40 hiš, ki prihajajo na postajo, morajo dejansko po cesti iti. Projektna dokumentacija za ostali kilometer ni sporna, za tistih 50-100 metrov je pa sporna, to se mi čudno zdi. Tle bo treba še verjetno še malo na tem delati in da se nekako dobi ta dovoljenje, da jaz ne vem, mogoče se je spremenilo takrat že. Hvala. Jože, hvala lepa. Sandi, bil v odgovoru. Hvala. Hvala lepa. Mi pač lahko še enkrat probamo na direkciji za vode, pač če bo spremenila če bo spremenila mnenje, ampak projektni pogoji so bili takrat izdani in žal iz teh projektnih pogojev je bilo lepo razvidno in pa napisano, da pa se na tem območju ne sme graditi. Tako da mi smo probavali in potoka ne moremo prestavljati karkoli, ker niti zaceviti ga ne smemo, ker direkcija za vode ne dovoli tega. Tako da bomo pač še enkrat jih pozvali na teren, pa bojo pač povedali. Drugega ne znam vam povedati. Hvala. Sandi, hvala lepa. Besedo predajam Dragici Požek. Dragica, izvoli. Lepo pozdravljene, spoštovane svetnice in svetniki, in hvala za besedo. Opažamo, da so nekatere žalne vežice v kamniški občini zelo slabo urejene, tudi njihova okolica. Ena takih je prav zagotovo žalna vežica v Nevljah. Številni občani se obračajo na nas, kdaj se bo uredila njena okolica, vključno žalno vežico. In kako je z urejanjem vseh ostalih žalnih vežic v občini Kamnik. Hvala lepa tudi za odgovor. Dragica, hvala lepa. Odgovor bo podal Aleš Korenc. Aleš, izvoli. Pozdravljeni in hvala za besedo. Skladno z zakonom, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, je zagotavljanje urejenosti pokopališč, vzdrževanje ter pokopaliških objektov in naprav ter druge infrastrukture del pokopališke dejavnosti in v pristojnosti upravljalca pokopališč. V občini Kamnik na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe komunalno podjetje Kamnik kot koncesionar upravlja s 4 pokopališči, in sicer s pokopališčem Kamnik na Žalah, Mekinje, Nevlje in v Podgorju. Vsa ostala pokopališča na območju občine so upravljanje drugih subjektov, ki so 100% krajevne skupnosti, na območju katerih se posamezno pokopališče nahaja. Na podlagi zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, zagotavljanje urejenosti pokopališča, med drugim obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge infrastrukture, vzdrževanje objektov, naprav in druge infrastrukture skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, nadzorno službo, storitve in informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela. Skladno sklenjeno koncesijsko pogodbo vzdrževanje pokopališča in drugih objektov in naprav obsega naloge, ki so potem navedene taksativno in jih je cel kup. Ne bi zdaj suhoparno tega bral in vam navajal, lahko si preberete. Bi pa potem v nadaljevanju se dotaknil pač pokopališča Nevlje in pa njihove mrliške vežice oziroma poslovilnega objekta. Za namen izgradnje nove poslovilne vežice na pokopališču v Nevljah, vključno zunanjo in prometno ureditvijo, je bilo investitorki krajevna skupnost Nevlje, ki je tudi med drugim lastnik zemljišč, izdano gradbeno dovoljenje z dne 3.12.2021. Zgradnjo je potrebno pričeti najkasneje v 5 letih od pravnomočnosti navedenega gradbenega dovoljenja. Investicija je uvrščena v načrt razvojnih programov občine Kamnik za leto 2024 do 2027 in sicer predvidoma naj bi se investicija izvedla v letu 2025. Sicer pa so bili v zadnjih letih obnovljene in urejene notranjosti poslovilne vežice v Mekinjah. Na pokopališču Kamnike je bila letos izvedena čajna kuhinja, ki je predtem ni bilo. Hkrati so bili prebeljeni tudi vsi drugi prostori. Konec letošnjega leta se zaključuje tudi izvedba dodatne terase za zagotovitev potrebnega prostora za izvajanje žarnih pokopov. Izvajajo se aktivnosti za sanacije poškodovanega zidu na pokopališču Sela pri Kamniku.
Pred leti pa so bili izvedena tudi velika investicijska vlaganja na pokopališčih Stranje in pa Podgorje. Zgrajene so bile tudi povsem nove mrliške vežice, in sicer v Češnicah, v sosednji občini, to je za krajevno skupnost Pšajnovica, kjer je bila soinvestitor tudi občina Lukovica, v Zgornjem Tuhinju in nazadnje v Podgorju. Predtem pa sem pozabil, še tudi v Motniku so dobili novo vežico v letu 2005, če se ne motim. Torej, 4 velike investicije so bile v zadnjih 20 letih, kar se tiče teh vežic narejene v občini. Kar zadeva vseh ostalih poslovilnih vežic, so le te, kot navedeno, večinoma upravljanju krajevnih skupnosti, ki zanje tudi skrbijo in jih vzdržujejo, vse v skladu s svojimi razpoložljivimi finančnimi sredstvami. Kot sam ugotavljam, nekatere bolje skrbijo, nekatere pa tudi slabše. Recimo v Tuncah vem, da je zelo vzorno poskrbljeno in kadar greš tja, je tudi tista vežica res lahko za zgled. Vsekakor bo občinska uprava z izraženo skrbjo glede vzdrževanja vežic seznanili tudi pooblaščenega koncesionarja, kar se tiče teh 4, oziroma vzdrževalca, ter ga pozvala naj urejenosti le-teh nameni tudi dodatno pozornost. Aleš, hvala lepa. Dragica, želite dodatna vprašanja? Dragica, izvoli. Jaz se gospodu Alešu iskreno zahvaljujem za izčrpen odgovor in resnično Žalna vežica v Nevljah ni v ponos občini Kamnik, niti njena okolica ne. To se zavedamo vsi, tudi svetniki in svetnice ostalih skupin, in bi bilo zelo, zelo lepo in fajn, da bi se to v čim krajšem roku saj toliko uredilo, da je bila zunanja okolica. Že glede na to, da je to Žalna vežica, da se poslavljaš od nekoga, saj toliko primerno urejena, da z dostojanstvom človeka odpeleš od tam. Hvala lepa. Hvala lepa, Dragica. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem skupaj. No, jaz bi pa nekako takole začela. Nova osnovna šola Frana Albrehta ima okrog 3000 kvadratnih metrov ravne uporabne površine. V mestu Kamnik je statistika letos osončenosti, torej cele osončenosti letne od 1167 do 1222 kW na kvadratni meter. V praksi to pomeni, da bi lahko na streho namestili sončno elektrarno, ki bi lahko proizvedla do 3.666.000 kW. Tudi ob predpostavki nepopolnega izkoristka sončnih panelov bi toliko električne energije lahko zadoščalo za vsaj samo oskrbo šole, morda pa tudi za oskrbo sosednjih objektov, naprimer glasbene šole in osnovne šole Toma Brejca. Glede na sedanje cene elektrike bi s tem lahko bistveno znižali obratovalne stroške enega oziroma več javnih objektov ter denar porabili za kakovostnejše izobraževanje, od nakupa nove opreme do renovacije telovadnice. Namestitev sončne elektrarne bi lahko dosegli s spremembo gradbenega dovoljenja oziroma tudi v sklopu. Na prejšnji seji sem že zastavila vprašanje o tem, vendar nisem dobila vseh odgovorov. Zato me kot svetnico zanima sledeče. Ali je občina Kamnik kot investitor pri projektu OŠA Frana Albrehta razmišljala o namestitvi sončne energije, da ali ne? Torej pričakujem krajšo obrazložitev. Zakaj občina Kamnik kot investitorica ni izkoristila obdobje do konca leta 2023 za postavitev sončne elektrarne, saj so pogoji za delovanje teh naprav do konca leta 2023 bistveno ugodnejši kot v kasnejših letih? In še, ali kot občina Kamnik kot investitor razmišlja o naknadni vgradnji sončne elektrarne, ali bo v tem primeru izkoristila mehanizem vzdrževalnih del za vgradnjo torej takšne naprave, kot je sončna elektrarna. Hvala. Karla, hvala lepa za vprašanje. Odgovoril bo Bogdan Pogačar. Bogdan, izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi svetnikom in svetnicam v mojem imenu in hvala za vprašanje, Karla. Kot je znano, je iskanje možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije vedno bolj pomembno, tako iz ekološkega vidika, kot tudi iz vidika racionalnosti.
Izkoriščanje energije sonca za proizvodnjo električne energije na lastni sončni elektrarni je ena od oblik izkoriščanja alternativnih virov energije, ki v Sloveniji in tudi v Kamniku je zagotovo premalo izkoriščen. Občina Kamnik je prvo lastno elektrarno na fotovoltaiko postavila na delu strehe Doma kulture Kamnik. V naslednjih 2 letih se načrtuje postavitev tako imenovane sončne elektrarne na strehi prenovljenega objekta knjižnice in glasbene šole ter na strehi osnovne šole Stranje. V letošnjem letu pa je kot sofinancer ali pa soinvestitor postavila sončno elektrarno na objektu kegljišča. Predmetno vprašanje oziroma pobuda se nanaša na postavitev sončne elektrarne na strehi nove OŠ Frana Albrehta. Priprava na projekt izgradnje OŠ Frana Albrehta, kot vemo, je trajal približno 14 let in izvedene so bile razne spremembe projekta, menjave faz gradnje in tako naprej, ampak nobena od teh variant ni upoštevala pa predvidevala možnost postavitve sončne elektrarne na streho objekta nove šole. Seveda tudi sosednji objekt OŠ Toma Brejca nima takšne elektrarne na strehi. Gradbeno dovoljenje, po katerem se trenutno gradi šola, je bilo pridobljeno na podlagi izdelane PGD dokumentacije v letih 2017-2018. Kasneje se do gradnje v skladu z gradbenim dovoljenjem izdela še PZI dokumentacija, pripravila investicijska dokumentacija in izvedli so se postopki za izbor nadzora in izvajalca del, kar je omogočilo pričetek gradnje osnovne šole Frana Albrehta in sicer konec leta 2021. V prvi polovici leta 2022 smo na ravni gradbenega odbora in oddelka za družbene dejavnosti obravnavali idejo oziroma pobudo, možnost postavitve sončne elektrarne na streho objekta nove OŠ Frana Albrehta. Ker na samo realizacijo postavitve ne vplivajo samo finance, primerna osončenost in velikost površine, smo k iskanju rešitev povabili odgovornega projektanta dr. Primoža Hočevarja, ki je tisti, ki se mora s tako rešitvijo strinjati. V bistvu on mora to sprojektirati in se mora podpisati po tako zadevo. Ker zadeva ni bila obdelana v projektu in ni del razpisne dokumentacije in ni del gradbenega dovoljenja, bi umeščanje, projektiranje in izvedba sončne elektrarne v fazi trenutnega izvajanja del pomenilo preveliko tveganje za nastanek novih zamud pri gradnji, kot tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja šole. Zato smo se odločili, da v tej fazi naredimo predinštalacijske dela, se pravi, izvedli smo jaške in zaščitne cevi, ki bodo kasneje v primeru odločitve za izvedbo investicije omogočile lažjo namestitev elektrarne in na šoli ne bo potrebno izvajati obsežnejših gradbenih posegov. Navedba, da je na stavbi približno 3000 kvadratov porabnih površin za namestitev sončne elektrarne ni povsem točna, saj je lamela C v celoti izvedena kot ravna pohodna streha in na to površino ni mogoče nameščati fotovoltaičnih panelov. Lamela B pa, kot vemo, je konstrukcijsko izvedena iz jeklene konstrukcije, ki služi kot most med dve lamelama A in C, kar pomeni, da bo pred načrtovanim obsegom sončne elektrarne potrebno temeljita statična presoja. Podobna statična presoja bo tudi na lameli A. Po pojasnilih projektanta bo pri načrtovanju obsega sončne elektrarne potrebno upoštevati še servisne poti do nameščenih inštalacij, klimatov in podobno. Torej obseg in zmogljivost morebitne sončne elektrarne bo odvisna od vseh naštetih dejavnikov. Občina Kamnik bo nadaljevala z aktivnostmi za izkoriščanje obnovljivih virov energije tako na OŠ Frana Albrehta, kot tudi na vseh bodočih prenovah in novogradnjah, ki bodo za takšno investicijo primerne. Po mnenju projektanta bo veliko bolj primerna kot streha nova OŠ Frana Albrehta namestitev sončnih panelov in elektrarne na prenovljeno športno dvorano. Izkoriščanje obnovljivih virov energije bo v prihodnosti ena ključnih nalog pri upravljanju z javnimi objekti. Torej neizkoriščen potencial ni samo na strehi nove OŠ Frana Albrehta, ampak bo potrebno podobne korake narediti tudi pri stavbah javnih zavodov, kot so zdravstveni dom, vrtci, šole in podobno. Hvala. Hvala za poročilo. Karla, želite dodatna pojasnila?
Hvala lepa za odgovor. No, nekje potihoma sem zaslutila, da ste se že ukvarjali oziroma tudi že umeščali določene, bom rekla, osnove za lažjo izvedbo, če bo, ko bo. Je pa res, kot je zdaj tudi gospod Bogdan povedal, da je to perspektiva in tudi nekako nuja, da zagotovimo elektriko in pa energijo na način čim boljše osveščenosti, zelene energije, skratka energije, ki ne onesnažuje okolice. In me veseli, da o tem tudi razmišljate. Bomo vas pa še malo pocukali za rokav, da se v bistvu resnično to poskuša izdelati, kajti se mi zdi, da to je neka energija, ki tudi proračun olajša za določeno vsoto denarja, ker vemo, da se nekako šole in pa vsa ta infrastruktura v okolici nekako ogromno stane in so tudi računi za električno energijo zelo visoki. Hvala lepa za odgovor. Hvala lepa, Karla.